eksplozivne teme, eksplozivni gostje. To je Eksploziv. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, dobrodošli v Eksplozivu. Današnja tema še bo kako eksplozivna, saj se migrantske horde še vedno valijo na staro celino. Po najnovejših podatkih nemških in avstrijskih obveščevalcev je pred vratmi Evrope še 30 milijonov migrantov. Z nami bo tudi eksploziven gost, to je Zmago Jelinčič Plemeniti, ampak dajmo si najprej pogledati uvodni prispevek. Migrantska invazija v Evropo ne pojenja. V preteklih 2 letih je na staro celino vstopilo približno toliko ljudi, kot ima Slovenija prebivalcev. V letu 2015 je v Evropo prispelo rekordnih 1,8 milijona beguncev in migrantov, v letu 2016 pa še 400 tisoč prišlekov. Večina teh migrantov ne predstavljajo migranti, ki prihajajo v Evropo z vojnih območij, torej vojni begunci, temveč gre v glavnini za ekonomske migrante, ki prihajajo s popolnoma varnih območij, na katerih pa jim ni več za živeti. Te ekonomske migrante žene želja po boljšem življenju, a tega zahtevajo kar od držav gostiteljic in niti ne razmišljajo, da bi si ga ustvarili z lastnimi rokami. Spomnimo se nekega muslimanskega fanta, ki je v kamero nemške televizije kričal: "Nemčija mi bo dala hišo, dala mi bo avto." In takih ni samo 2 milijona, ki so v preteklih 2 letih prišli v Evropo, temveč jih je 10 milijonov. Po ocenah nemških in avstrijskih obveščevalnih služb je namreč trenutno v gibanju približno 30 milijonov ljudi na severu Afrike in Bližnjem vzhodu, ki si želijo v Evropo. Kdo bo to rekel ljudi, ki želijo nezakonito vstopiti v Evropo, ustavil, če sploh? Evropa še vedno nima pravega odgovora na migracije, aktualna slovenska oblast še manj. Prej obratno, Cerarjeva vlada je že od samega začetka migrantske krize kršila lastno in evropsko zakonodajo, saj ilegalni prišleki ne bi smeli niti vstopiti v šengensko območje, poleg tega Slovenija niti za vojne begunce ni bila nikoli prva varna država. Pri takšni nerazumni welcome politiki jim z roko v roki pomagajo tudi levičarski mediji in skrajni levičarji. Mladina je tako želela v Sloveniji videti kar 50 tisoč migrantov, poslanec Združene levice Matjaž Hanžek pa jih je hotel sprejeti kar 200 tisoč. Pri teh poslanskih norostih pa pride tudi do trka z varnostnim vidikom migracij. V ilegalnem migrantskem toku, ki ga je vlada spustila čez Slovenijo, je bilo po doslej dosegljivih informacijah najmanj 8 teroristov, ki je naše varnostne službe seveda niso zaznale. Še bolj zaskrbljujoče, 2 od teh 8 teroristov sta bila neposredno udeležena v podpori napadom v Parizu. Ostale pa so aretirali bodisi v Avstriji ali Nemčiji. O pereči migrantski problematiki in še o čem eksplozivnem se bomo nocoj v oddaji Eksploziv pogovarjali z gostom Zmagom Jelinčičem Plemenitim. Rad bi pozdravil Zmaga Jelinčiča Plemenitega, nocojšnjega gosta oddaje Eksploziv. Pozdravljeni. Dober večer, živijo. Uvodno vprašanje. Kako gledate na Evropo, na Evropsko unijo, kako se sooča z migrantsko krizo in kako vlogo naj bi tu odigrala Slovenija? Evropa nima rešitve za migrantsko krizo. Merklova, ki jaz pravim Frau Merkel Habibi, Habibi je draga po arabsko, je naredila veliko uslugo takratni Obamovi administraciji. Obama je bil tudi musliman, tako da se zadeve poklapajo. Zadaj stoji organizacija Soroša, ki je rekel, da bo destabiliziral v Evropo z milijoni migrantov in to se dogaja. Merklova je na to pristala, verjetno zaradi kakšnih pritiskov. Gospa ima tudi malo zamegljeno preteklost, ki ni čista. Gospa, na primer, perfektno govori rusko, bila je nekaj časa zapletena tudi z enim ruskim polkovnikom, ki jo je potem pustil in pustiva. To bo drugič o tem govorila. No, ampak Evropa ne ve, kaj storiti. Največja napaka je bila storjena že pred desetletji, ko so Francozi vsem frankofonskim državam dali odprta vrata in francoske potne liste in potem tudi Angleži vsem državam iz Commonwealtha. To se je potem začelo zlorabljati. Anglija v bistvu ni več Anglija, Anglija je temno rjava. Francija ni več Francija, ampak je svetlo rjava. Malo manj muslimanov imajo v svoji državi. In zdaj je to eskalirajo. Ti ljudje se nikoli ne bodo vklopili v evropske kulturne okvire, ampak bojo vedno gonili tisto svojo. Tista njihova je pa grozljiva.
Dejstvo je, da ne smemo misliti, da se bo eden od njihovih ljudi inkorporiral v našo družbo. Morda navzven, doma v okviru svoje familije bo vozil tisto svojo pot in od tega ne bo odstopal. In vedno bo poskušal korak po korakom širiti to v okolico samega sebe. Zato tudi zahtevajo, da bi se gradile še džamije po Evropi. Nemci jih imajo okrog 20.000, Francozi jih imajo ogromno, Francozi jih tudi že zapirajo, ampak to je že prepozno, oziroma recimo, da je to 3 minute do 12, da se kaj naredi. Slovenija tukaj nima kakšne bistvene vloge, Slovenija samo kima z glavo, prikimava in uboga vse, kar ji reče Merklova, kar reče prej, kar je rekel Obama. Zdaj, ko je zmagal Trump, so zbegani, ne vejo, kaj bi in se lovijo levo-desno. Mislim pa, da Slovenija bo še hudo plačevala to svinjarijo, kar se dogaja. Dejstvo je, da bodo začeli Nemci po solidarnostnem principu tiste, ki jih ne bojo rabili, pa tiste, ki bojo najhujši, porivati ven iz svoje države. Avstrijci jih zagotovo ne bojo vzeli in kam jih bojo porili? V Slovenijo. Hrvatje bojo zagradili mejo, ne tako kot mi, ki se gremo tam z nekimi ograjcami. Mislim, postavljamo žico ob reke, mostovi so pa odprti, mislim, ketle pamet. Se ne bo on plazal čez vodo, če ima most odprt. No in Hrvatje jih ne bodo vzeli in ti ljudje se bodo naselili v Sloveniji. Glede na to, da se slovensko podeželje izginja, da hiše propadajo, da kmetij ni več, da vsi odhajajo ali v mesto ali v tujino, ker tukaj ne morejo preživeti, bodo prišli na ta mesta migranti, ki jim bo naša država zastonj omogočila bivanje tukaj noter in dobivali bojo še subvencijo. Tako kot te prosilci za azil dobijo približno 2000 evrov na mesec. Dajte mi povedati, v Sloveniji je 250.000 ljudi, ki ne zasluži 500 evrov na mesec. Pa koliko pokojnicev, ki imajo penzije po 320 evrov, po 270 evrov. A ni to največja svinjarija, kar se jo lahko ena država privošči? In take države mi ne rabimo in je nočemo in zato jo treba spremeniti. Če ne prej na volitvah in to gospodo odpraviti, magar tja v tiste domove, kjer so zdaj te prosilci za azil. No, gledajte, sej 1963 evrov, natančen znesek, točno, ja. Koliko dobi migrant po glavi. To pomeni 3 minimalne slovenske plače, ampak tu se še zadeva ne konča. V teh domovih imajo še LCD televizorje, najnovejšo pohištvo in tukaj se pravi ta garnitura tako skrbi lepše za migrante, rečemo ekonomske migrante, kot pa za naše lastne ljudi. In tu je tisti problem. Pa še nekaj vas bi tu vprašal na tem momentu. Kje je naš nacionalni ponos? Višegrajska skupina je lepo dejala, mi bomo sprejemali po naši lastni presoji število migrantov. Ne bo nam diktirala Evropska komisija, koliko naj sprejmejo, mi bomo sami pogledali, koliko, zakaj, če sploh. Mi pa tu sklonjenimi glavami polnimo azilantske domove in populacijo to migrantsko širimo. Širimo populacijo in uničujemo slovensko populacijo. Vsakih 10 migrantov, ki pride v Slovenijo, požene iz Slovenije 100 mladih pametnih ljudi z izobrazbo. In to sodrgo bomo pa tukaj morali mi futrati. Delali ne bojo. Oni niso prišli delati. Oni so prišli dobro se imeti. Jaz sem se 2 dni nazaj vrnil iz Beograda in moram povedati, da tam še v središču mesta so ena kolonije migrantov, ki nočejo v tiste domove. Teh migrantov je po uradnih podatkih kakšnih 1000. Jaz sem si šel pogledat. To so fantje stari od 20 do 30 let. To so vojaki islama. Ne si zatiskati oči, da to niso. In pravijo, da jih je po tistih njihovih centrih okrog 7000, ampak neuradni podatki pravijo, da jih je vsaj 3500 več. Pa verjetno jih je še bistveno več. In zdaj so že začeli delati probleme. Najprej so se že med sabo štihali, zdaj pred kratkim jih je 7 posililo eno dekle v Beogradu, policija je 2 prijela, 2 nočeta povedati, kjer so ostali in tako naprej. In to se bo preneslo v Slovenijo. V Sloveniji se je že zgodil ko je nekdo zaklal policista.
To je bil migrant, pa se nič ne govori, kdo je bil, kaj je bil. Če ukrade kakšen sendvič v trgovini, bo z imenom in s priimkom napisano, kdo je to naredil. Ta zločinec, ki je ubil človeka, ki je ubil predstavnika oblasti, predstavnika Republike Slovenije, pa nič. Ima pa kar neko zaščito in pravijo, da je, ne vem, da je bil mal zbegan pa tako naprej. Zbeganih je polno. Se pravi, to je odraz te welcome migrantske politike, ki jo tudi, ste omenili, Merklova na veliko izvaja. Ampak dajte mi povedati, je vzpon teh nacionalnih etnocentričnih strank, ki so hkrati tudi evroskeptične v Evropi, je odraz tega, bi rekel, da kontrirajo Merklovi s tako politiko in kaj mislite, bo še to šlo, ta priljubljenost teh strank še naprej, še bojo dobivali podporo pri ljudstvu? Ja, v veliki meri je to posledica te migrantske politike. Poleg tega pa to prispeva tudi zaradi tega, ker se zmanjšujejo človekove pravice nas samih, originalnih državljanov. Mi nimamo pravice reči migrantu migrant. Ti nimaš pravice reči nekomu zgini. Zato, ker je to takoj nek sovražni govor, hvala Bogu ga je Trump ukinil, in tega sovražnega govora ni, kajti prvenstveno tudi po vseh dokumentih, celo v Evropski uniji, je pravica do svobodne besede. Čeprav jo tudi to kratijo. In to boli ljudi, da ne smejo povedati, da jih mediji bremzajo. Moram reči, da tudi v Nemčiji mediji ne smejo objavljati resnice in se potem po drugih kanalih sprehajajo razni posnetki, dokazi in razne svinarije, ki jih počno. In prepričan sem, da zadeva bo eskalirala. Jaz sem tudi član, moja stranka je članica AEMN, to je Evropsko združenje nacionalnih strank, in moram reči, da tam dobivamo podatke, ki so precej drugačni od teh naših uradnih, ki jih vse polepšajo, vse, kar je grdega, skrijejo, kajti če bi se pokazalo tisto, kar je res, bi bilo grozljivo. In potem naši mediji trobijo, da se je Trump zlagal v zvezi s tistimi zadevami na Švedskem. Ni se zlagal. To je bilo vse res, vendar mediji niso smeli poročati. Zato so rekli, da to ni res. Naše uradne televizije pa seveda zagrabijo tisto, kar je dirigirano in kaj smejo govoriti. Jaz moram reči, da te nacionalna gibanja so vedno močnejša in prišlo bo do tega, da bo eskaliralo celo v nasilje, v hujše nasilje, vendar ne se strani belcev, ampak se strani teh prišlekov. In ti bojo zaradi tega, ker jim enostavno ljudje ne bojo več dovoljevali, da bi po dolgem in počez delali svinarije, se bo začelo nekaj dogajati. Dejstvo je, če pogledamo, kdo je izvaja teror v Evropi, ne belci, izvajajo ga prišleki, migranti, teroristi. Sej zanimivo je, ne? Res je, da ni vsak islamist terorist, je pa vsak terorist islamist, kar je zelo indikativno in na tem bi morala graditi tudi naše obveščevalne službe. Konec koncev se pa naše obveščevalne službe več ukvarjajo z lastnimi državljani, kaj kdo dela, kaj kdo kaj reče, kot pa s takimi vprašanji. Da ne govorim o sodnem sistemu, ki je enako čuden. Če ostanemo še na tem evropskem prizorišču v zvezi z migrantsko problematiko, pred časom sem se v Bruslu pogovarjal s predsednikom Flams Belan, nacionalne flamske stranke. Predsednik mi je dejal, da določeni predeli Bruslja, Molenbeek, 80% tamkajšnjih prebivalcev je muslimanov. Med njimi so seveda pomešani ti radikalni muslimani. In tam v določene predele Molenbeeka ne upa niti policija, niti taksisti, skratka noben, ker lahko pričakujejo kaj celo usodnega. Dajte mi povedati, Marine Le Pen vi poznate osebno. Sam še en diskurs na tole, ki ste rekli. Pri nas se ni o tem govorilo, vendar Arabci so v Bruslju uradno vložili zahtevo, da bi bil arabski jezik tretji uradni jezik v Bruslju. Tako. Vrnimo se na Marine Le Pen. Vi jo, gospod Jelinčič, poznate osebno. Če gospa zmaga na predsedniških francoskih volitvah, kaj se bo v Evropi spremenilo? Žal, gospa ne bo zmagala. Namreč francoski volilni sistem je takšen, da ne dovoli, bi rekel, svobodnega odločanja. Ona bo dobila največje število
glasov, zagotovo, vendar v drugem krogu ne bo dobila absolutne večine, tako da bi šla čez. V drugem krogu se bodo pa vsi ostali združili proti njej. To je klasika v Franciji. Tudi, ko je bil Jean-Marie Le Pen, njen oče, na tej poziciji, se je dogajalo enako. Vedno je imel izjemno dobro podporo, ljudje so ga podpirali, potem so se pa v glavnem levičarji, pa preoblečeni levičarji združili in udarili proti bi rekel, avtohtonim Francozom. Čeprav je težko reči avtohtoni Francozi. Tudi stranka Marine Le Pen ima znotraj tudi Arabce, vendar ima Arabce, ki so sprejeli evropski način žitja, bitja in preživljanja, ki niso ekstremisti, ampak so se vklopili v evropski koncept. Tako sprejeli vrednote, asimilirani. Absolutno. Sej proti temu človek nima nič. Ampak pri nas, sploh ti, ki so pri nas, nikoli se ne bodo. Pojdite pogledati malo po Velenju, kaj se dogaja. Dogaja se po Ljubljani cela vrsta svinjarij. V zanj so napadli punčke, dijakinje iz šole so napadli. Smo poročali, ja, ampak samo vi ste poročali, noben drug. In kaj se je zgodilo s tistimi? Verjetno so se jim naši opravičili, da se je kaj takega zgodilo, pa pejte še naprej, ne? To pomeni, tudi Jesenice lahko menimo, ne? Tudi tam so te celice, ki pa zdaj več se ne srečuje samo na spletnih zakritih forumih. Tudi že vidimo kakšno mazaško akcijo, ki smo jo videli na Šmarni gori, kjer so kapelici popisali z Allah Akbar in z Šarija. Dajte mi povedati, vi ste tudi na nek način dober poznavalec islama. Leta 2003 ste bili urednik ene izdaje, ki jo prevede vaš sin Klemen Jelinčič. Koran. Dajte mi povedati, je v Evropi Koran kot tak narobe razumljena religija oziroma jo ti teroristi uporabljajo samo za kritje svojih zavržnih terorističnih dejanj? Nekateri pravijo, da je Koran zelo miroljubna knjiga. To ni res. Koran je knjiga, kakor jo bereš. Bereš jo pa lahko na ta ali na oni način. Vedno se najde noter opravičilo. Potem so pa še potem razne fatve, ki se dodajajo na to, ki določajo zdaj je bila objavljena pred kratkim, Angleži so to objavili, fatva 68, po kateri je dovoljeno jesti meso nevernikov, ki jih ubijajo zaradi tega, ker ima ISIS probleme zdaj z suportiranjem prehranjevanja. To zanimivo, da je bilo to v Beogradu v časopisih objavljeno, pri nas niti besede o tem, kar je grozljivo. Kanibalizem je to pravzaprav. In zdaj človek bi lahko rekel, povežeš, če naši tega ne objavijo in negirajo to, potem to podpirajo. Se človek vpraša, na kakšne veje so padli naši mediji, glavni mediji, naši politiki, naši voditelji in naši novinarji, da tega ne objavijo. Jaz se bojim, da ko se bo zgodilo pa kaj hudega v Sloveniji, takrat bo pa prepozno. Takrat bo prepozno. In mi ne znamo tega preprečiti. Ne upamo se preprečiti in mi bi morali na mejo poslati vojsko, ne pa policije. Policije se ti ljudje ne bojijo. Bojijo se samo vojske. Ma pa naša država en grozljiv koncept, da hoče vojsko uničiti, zato tudi ne dovoli tega, da bi vrnili nazaj ta naborniški sistem. Čeprav to je bil prvi predlog, ki je bil strani naše stranke že 10 let nazaj, ker mi smo vedeli, da pomehkuženje naroda ne vodi nikamor. Je bil pa to namen takratne leve strani, da se narod pomehkuži, da se ne bo upiral, da bo kimal in tako naprej. No, ampak da povem, vojske nočejo imeti. Zakaj? Vojska je bila vedno na strani naroda in je branila narod. Naloga vojske je braniti narod in državo. Glavna naloga policije je pa braniti oblast. In zato oblast poskuša čim več dati policiji pooblastil in vsega skupaj, tudi s temi tajnimi navodili, kar je grozljivo, kar se celo Jugoslavija je imela tajna navodila objavljena v glasilu. Pri nas niti objavljeno ni zdaj. To je grozljivo. In potem še razno parapolicijske enote, tako da imajo recimo razni redarji pravico ukleniti človeka, legitimirati, uporabiti silo proti njemu. Ja pa kje pa smo? Ravno zato, da bodo ti ljudje branili oblast, ki jim daje kruh. Vojska je pa nekaj drugega.
Gospod Jelinčič, prej smo omenjali mazaško akcijo na Šmarni gori, po drugi strani v koprski stolnici en antikriz, kar s kladivom razbil kip Matere Božje. Sva pretežka, če rečemo, da je spopad civilizacij po Samuelu Huntingtonu že v Sloveniji viden? Nedvomno. Nedvomno je, samo da tega nekateri še ne vidijo. Predvsem tega ne vidi ne oblast, niti naši sociologi. Kaj šele, da bi videli recimo na tej slavni fakulteti FDV, kjer se ne vem, kaj se učijo. Sem zvedel, da imajo izrecno prepoved branja Hitlerjevega Mein Kampfa. Ampak če bi to knjigo brali, bi marsikaj razumeli. Ampak njim ni zato, da bi razumeli, oni morajo poslušati. No, skratka, ta zadeva se že dogaja in zaenkrat se dogaja še malo bolj podtalno. Pa ne zaradi tega, ker bi ti napadalci hoteli to skrivati. Ne, ampak zaradi tega, ker naša oblast to skriva. Iz strahu pred glasom ljudstva. In mislim, da bojo pred naslednjimi volitvami, ko bojo naslednje leto tam nekje maja, junija, bodo še bolj skrivali. Kar je grozljivo. In zato tudi recimo moram reči, da se zahvaljujem za tale intervju. Jaz ne smem biti na nobeni uradni televiziji. Ne smem biti ne na Sloveniji, ne na kakšnem popu ali kaj podobnega, ker bi se zgodilo, da bi lahko kaj rekel. Ne? In če bi bil direktno, da bi kaj rekel, ne bi mogli izrezati. Kar se je dogajalo, ali pa ne bi mogli manipulirati, pa rezati koščke, pa skupaj limati drugačne. Tako da zadeva je nevarna. In še ena zadeva, ki jo Evropa hoče izvesti, zdaj je malo potihnila stvar, ampak zahtevajo, da bi pobrali vsa polavtomatska orožja vsem državljanov Evrope. To se pravi, ne boš imel doma, ne smel imeti ene lovske puške z 4 naboji, ne boš smel imeti pištole, če je polavtomatska ali kaj podobnega. In kaj hoče Evropa s tem doseči? Popolnoma onemogočiti obrambo lastnega naroda pred navalom banditov, teroristov, kriminalcev. Namreč kriminalci, banditi in teroristi ne bodo vprašali, ali smemo imeti orožje. Ne, oni bodo prišli z avtomatskimi puškami, z mitraljezi, z bombami in bodo napadali. Mi pa nimamo pravice braniti svoje domovine, svoje družine in samega sebe in svojega imetja. Razen določenih gospodov, ki bojo imeli pa uradna varovanja, ki bodo lahko delali, kar hoče. Pa ne samo to, naslednji korak, če pogledamo malo zgodovino nazaj, ta uradna varovanja določenih oseb so eskalirala v napade na ostale, na konfiskacijo imovine, na zapiranje, na pošiljanje v lagerje in Madonna Santa, jaz se bojim, da ne bojo Stožice enkrat postale lager za poštene Slovence. No, vse v ta kontekst branjenja ljudstva, da se oboroži pred temi prišleki, je tudi to, da se aktualna oblast ni strinjala s predlogom opozicije o ustanovitvi nacionalne garde, ki jo ima ZDA že koliko let. To je to. Ampak dajte še me tisto, smo malo preskočila, to, da imate zaprta vrata pri nacionalki in popu, pomeni, da ti mainstream mediji enostavno ščitijo to oblast v kontekstu, da te informacije ne curljajo v javnost, kar je nedopustno. Rekla smo, Nova 24 TV poroča o tistih 2 migrantih, ki ste izvršila rop nad mladimi dekleti, druge medije pa to dejansko ne zanima, oziroma ne, da ne zanima. Čisto pometejo. Ne sme jih zanimati. Ne sme jih zanimati, ja. Točno to. Oblast dirigira, kaj se sme objavljati in kaj se ne sme objavljati. Je pa nekaj, da še tako, kot sem prej rekel, na FDV, mislim, da vcepijo že eno tako samocenzuro v glavo, da določenih segmentov enostavno mogoče niti ne razumejo, niti ne akceptirajo. Če imajo prepoved branja določene knjige, katerakoli knjiga, da to je, potem je tukaj že nekaj narobe z študijskim sistemom. Bistvo univerze je širiti znanje, odpirati glavo, iskati nove rešitve, ne pa zapirati se. To so bile jezuitske šole v 16. stoletju, ne pa univerze v 21. stoletju. In takega zapiranja ni nikjer na svetu. No sej, od FDV-ja do Ljubljanske džamije, mislim, da je kilometer zračne linije, ne? Dajte mi povedati, kako vi Ljubljansko džamijo dojemate kot umestitev v našo kulturno okolje, predvsem pa me zanima ti viri financiranja. Se vam to zdi na nek način sporno? Poglejte, denar naj bi bil v glavnem iz Katarja.
Katar je eden od največjih podpornikov islamskega terorizma. To, če preberemo tuje časopise, je to na prvih straneh. Pri nas, kot da to nič ne drži. Dejstvo je, da kaj je bil še začetni namen gradnje te džamije? Ne le tega islamskega centra, ampak tam noter naj bi bila še bolnišnica. Tam noter naj bi bile še telovadnice. Kaj to pomeni? Vadbeni centri in pa rehabilitacija borcev islama, islamske države, ki bi iz Evrope prišli v Slovenijo. Ideja je tudi ta, če je še živa, bila je, da bi se v tem kompleksu katarska država, da bi imela tam ambasado. Kar pomeni, da je to eksteritorialno območje, kamor slovenska policija in nihče nima vstopa. Notri bi se dogajalo pa karkoli. In ni rečeno, da se to še ne bo zgodilo. In ne vem, zakaj moramo mi graditi take džamije. Ne rabimo džamij. V Sloveniji so bile 4 tradicionalna verstva, rimokatoliki, pravoslavci, židje in pa evangeličani in nič več. V Sloveniji je bila ena sama majhna džamija gor na Soški fronti, ampak samo v času vojne, Prve svetovne vojne. In potem nikoli več. Zdaj nam pa tukaj ljubljanski župan na vso silo poriva noter. Tako da meni so rekli v Srbiji, kako je mogoče, da Srbin Turčinu gradi džamijo. Oni to malo bolj poetsko, pa malo bolj iz svoje ljudske zakladnice. To so mi rekli. Jaz sem rekel, ne vem, vprašajte ga, saj veš. No, sej tisto, ko pravite, mislim, da je bila tista mini islamska džamija v Logu pod Mangartom, ko ste omenjali, ne? Ja. Ampak zanimivo, da župan, ki je pač po nacionalnosti Srb, pravoslavec, tu zelo se zavzema, celo pri temeljnem kamnu je bil zraven. Kaj mislite, zakaj Janković toliko, bi rekel, forsira, podpira, mogoče tudi zaradi novih volivcev za lokalne volitve naslednje leto? Ja, sigurno. Mislim, tukaj je vprašanje lokalnih volitev, vendar je druga stvar, da on ljudem, jaz govorim tudi z muslimani, z Bosanci, Srbi, z vsemi, in sem v dobrih odnosih z njimi, če so normalni in dobri ljudje. To ni noben problem. Ampak mi tudi pravijo, da so razočarani nad Jankovićem, da je obljubljal, kakor pravijo oni, brda in doline, pa da od tega nič ni bilo. Tako da se sprašujem, če mu bodo spet dali mandat, ne? Je pa res, da Ljubljana je tako ekstremno rdeča, tako bi rekel, pa ne, sej, jaz recimo spoštujem komuniste, ki grejo po svoji poti. Ne bom rekel, da so pametni, ampak so pa, stojijo na svojem stališču. Ne maram pa teh komunajzarjev današnjih, ki so pripravljeni za denar preskočiti kamorkoli, vedno pa nekaj delati za hrbtom. Tega je pa v Ljubljani polno. Tako da v bistvu Ljubljana je najbolj, bi rekel, najbolj neslovensko mesto. Pa ne zato, ker ne bi bivali Slovenci v Ljubljani, ampak zaradi tega, ker se tukaj najbolj ceni nadkulturnost, multikulturnost, nadnacionalnost, pozabljajo pa, da je ravno nacionalnost in nacionalizem tisto najbolj čisto čustvo. Kajti šele ko imaš sebe rad, imaš lahko še nekoga drugega rad. In šele ko imaš svoj narod rad, imaš lahko še kakšen drug narod rad. Kar pomeni, moraš biti nacionalist, če hočeš še koga drugega upoštevati, ceni in tako naprej. Drugače si pa tista vetrnica, kjer vidiš denar, kjer vidiš trenutno korist, tja pač greš. Ampak takih ljudi ne cenijo nikjer. Gospod Jelinčič, vodja slovenske opozicije Janez Janša že pred letom dni dejal, zelo zanimiv stavek je izrekel. Takrat je seveda ošvrknil vladno raznarodovalno politiko in je dejal, čim več Slovencev ven, čim več beguncev noter in večno bomo vladali. Se strinjate s to tezo? Popolnoma. Jaz mislim, da je vsa ta kolobocija okoli migrantov, ne beguncev ni v Sloveniji, so samo migranti, je narejena zato, da bi se čez čas dobila, ti ljudje ne bi dobili najprej neke dovolilnice in tako naprej. Potem bi zagotovo poskušali spremeniti zakon, da bi tudi oni imeli pravico voliti, kajti to naj bi bila neka evropska direktiva, če ne se bojo pa zmislili, in na ta način bi oni dobili določeno število glasov. To je zločin proti lastnemu narodu, to je izdaja lastnega naroda. Kaj takega se ne sme zgoditi nikje.
In boste videli, da bo v Nemčiji bo počlo in bojo začeli to gnati ven. Pa ne tako kot zdaj, ki je Merklova hoče gledati 50 na avion, poseg pa 17 javite na avionu, ostali so pa zginili neznano kam. V Sloveniji je tudi kar nekaj tisoč izginilo neznano kam. Ne vem, kako je to mogoče. Poleg tega so ti ljudje, ki so nosili, sem govoril s policisti na meji, denarja so imeli po 100 000 evrov pri sebi, mamila so imeli, orožje so imeli, vse živo. In celo mi eden omenil, da so ugotovili, zdaj, kar mi je povedal, ne vem, dokaza nimam, ker pač nisem niti v parlamentu ali pa v kakšnih takih enotah, ampak da je bilo enemu migrantu celo potisnjeno eno orožje, da bi ga uporabil na meji. Mislim, to so grozljive stvari in mi to gledamo, kakor, se bo minil. Nič ne bo minil, nič ne bo minil. Se strinjam, sicer to je bila off-record informacija strani enega policista na Groškovju. Rekord zaseg je bil 200 000 evrov in ker smo prej govorili o Koranu, migrant ga je skril ta sumo denarja 200 000 evrov v Koran in seveda so mu našli, ampak koliko vem, tu niti ne prihaja do nekih zasegov, to kar pustijo. Ne, pustijo. To je res težko razumeti. Pa tudi še to, ki sem povedal, sem bil v Beogradu, sem se sprehodil tam okrog, tam imajo celo eno internet središče, to je ena ogromna soba, računalnik pri računalniku, polno teh ljudi, ki nekaj tipkajo, pošiljajo, dobivajo, denarjem pošiljajo z raznih koncev sveta. Mislim, grozljivo, grozljivo. Nekaj ste že omenjali, gospod Jelinčič, pa dajmo še enkrat ponoviti ali pa razširiti to, kaj naj nova oblast na področju migrantske politike najprej po točko nujno rečemo stori? Prvo, sprejeti nobenega migranta v Slovenijo. Konec. Nažalost, nas takrat, ko bi mi lahko vstopili v Višegrajsko skupino, dr. Rupel ni hotel tega, verjetno po kakšnem diktatu, govorili se je, da Američani ne dovolijo in smo ostali zunaj. Danes edino Višegrajska skupina drži to obrambno linijo. In lepo Poljaki so lepo rekli, v redu, če je katoličan, če je naše vere, naj pride, mu bomo pomagali. Ne bomo pa sprejemali druge, tuje vere. To je tako kot, recimo v Sloveniji imamo, kaj jaz vem, ta japonski dresnik, to rastlino, ki je ne moramo izkoreniti. To je invazivna vrsta. In ravno tako so te migranti invazivna vrsta, ki počasi prevzema pozicijo v Sloveniji. In se bojim, glede na našo vlado in glede na našo oblast, ki v bistvu po dolgem in počes razlaga, kako je dobro, v bistvu smo pa zelo, bi rekel tako, po ljudsko rečeno, ma ne dotle, ampak dotle odrekel. Tako da res pa je, da vladi je pa fino. Njim je pa fajn. Vladi je fino, očitno, ampak to invazijo podpirajo tudi mediji. Seveda. Urednik Mladine Repovši celo govoril, 50 000 naj sprejmemo Slovenci. Hanžek, skrajni levičar, zdaj po novem, pa je celo govoril o 200 000 migrantih, da jih mi lahko absorbiramo v narodno tkivo, ampak to so norosti, takšne izjave. To je popolna, to je zločin, take izjave. Ampak dejstvo je, da nekdo mora biti tisti, ki prebija led. Repovš in Hanžek sta šla za prebojem, ljudje naši, ko bojo bolj potihem, bojo rekli, no ja, ko bo vlada rekla, jih je samo 30 000. 30 000, to ni niti 50 000, kaj je šele 200 000. Ampak to bo 30 000 prvih. Potem si bojo pa, glede na tisto evropsko direktivo in tudi, kar smo mi sprejem, združevanje družine z tistim, ki je tukaj, bo na vsakega tistega, ki bo tlele, prišlo še 30 ali pa 50 bratrancev, prabratrancev, stricev, vnukov in tako naprej. Glede na njihovo rodnost pomeni, da Slovencev v 50 letih ne bo več. Jih ne bo več. In to je tisto, kar govorijo te njihovi verski voditelji. Evropa mora biti islamska. In konec koncev, to je rekel že Nostradamus, da bo kamela pila vodo iz Rena. In to se dogaja. Če malo razmislimo, to se dogaja. Je pa tudi napovedal, da bo prišlo do hude vojne in da bo kri tekla po dolgem in počes, potem se bo pa zadeva uredila.
vendar se bo, upam, jaz stavim tukaj na Ruse. Hvala Bogu. Rusi v Siriji tolčejo po ISIS-u, tistem, ki so ga Soros, pa Obama, pa Clintonova podpirali in financirali. Sej v nemških medijih je bilo objavljeno, koliko milijonov evrov je Clintonova namenila raznim islamskim organizacijam. Pa to ne zato, da bi pesmice pisali kaj takega. Tako, gospod Jelinčič, kot je vidno, kot tudi so naši gledalci vidijo, še vedno ste glasni, še vedno ste brezkompromisni pri svojem, bi rekel, izvajanjem javne. Dajte mi povedati, vi ste se že nekajkrat znašli tudi na sodišču zaradi izrečene besede v parlamentu. To se zdaj tudi dogaja Zvonku Černaču, ki ga preganjajo ti bivši, ki so bili pri Sovi. Kaj mislite, to dopustno, da poslanca preganjajo od tožilstva naprej do procesiranja na sodišču, ker je kot poslanec, kot predstavnik ljudstva izrekel neke besede? Pred 15 leti je naša stranka vložila spremembo enega člena v zakonu, da noben poslanec ne bi smel biti kaznovan za izrečene besede v parlamentu. Rekli smo tudi v povezavi s poslanskim delom. Ni bilo sprejeto. Naša stranka je bila edina, ki je to podpirala. Nažalost, če bi bilo to sprejeto takrat, bi bil danes red. Da se to dogaja, da je človek kaznovan za svoje besede, povedane pri svojem delu, je grozljivo. To je grozljivo. Takšne stvari so se dogajale v času Višinskega, v Stalinovi Rusiji ali pa v času teh nacističnih veljakov, ampak samo eno obdobje. Samo eno obdobje od leta 37 do leta 39. In izvaja se to pri nas. In jaz sem dostikrat na sodišču in moram reči, kaj se zgodi, ko jaz rečem, saj sem povedal samo resnico. Dobim odgovor, ta razprava ni namenjena ugotavljanju resnice, stranka je bila užaljena. Lepo prosim. Če vam jaz rečem, zdaj imate črne čevlje, pa boste vi užaljeni, ker sem rekel, da imate črne čevlje, bom jaz kaznovan, ne glede na to, da vi imate črne čevlje. To je grozljivo in to, kar se dogaja, tudi to je ena od prvih nalog nove vlade, da takoj uredi zakonje. Pri nas se govori zakonodaja, kar je bedarija. Zakonodaja je napačna izpeljanka iz nemške Gesetzgebung, ki to je sestavljenka iz Gesetzumgebung, to se pravi zakon in okolica, ne pa Gesetzgeben, ne zakon dati. Ampak naši pravniki, mislim, to je mi, ne? Tako, zato pravim zakonje. Ne? Ampak to je treba spremeniti. Veliko stvari treba spremeniti. Treba je pregledati konec koncev tudi diplomske naloge raznih sodnikov in sodnic, ker bi noter našli že strokovno tako velike napake se najdejo, da se človek vpraša, kako je kdo lahko naredil. Celo tako globoke so te napake, da so nekateri v svojih diplomskih nalogah celo narobe napisali ime in priimek svojega mentorja. Celo tako daleč. Zanimivo. Zdaj ste že dvakrat omenili vašo stranko. Nekako ste že med vrsticami omenili, da se nekako vračate na politično prizorišče. Zdaj zadnja ankete Parsifala, ki je dela tudi za našo televizijo, vam je celo napovedala vstop ponovno v parlament. Kaj to pomeni? Se pravi, pred naslednjimi državnozborskimi volitvami še boste kandidirali morda spet, bi rekel, ponovno za predsednika države, ali boste štartali samo na državnozborske volitve? Bom šel tudi na predsednika države, kajti takega predsednika, ki imamo zdaj, je žalostno, da je predsednik. Ne? Jaz bi bil vesel, da ne bi bil ta naš predsednik en dan čevljar, en dan pek, en dan smetar. Bi bil vesel, če bi bil vsaj 3 dni vzdržema predsednik. Ne? Tako da cel svet se dela norca iz nas, najbolj se je pa norca naredil Porošenko, predsednik Ukrajine, ki je Borutu Pahorju rekel hvala Borat. Namreč tudi Porošenko je gledal film Borat in s tem hujše klofute mu ni mogel dati. Ampak to je dal klofuto tudi državi Sloveniji. Glede državnozborskih volitev pa gremo. Mi bomo imeli maja meseca kongres stranke, volilni kongres stranke tudi. Spremenili bomo logotip, stranko smo prenovili, zmetali smo ven šodra še pa še. In
na novo delamo. Ampak moram reči, da so že tendence, da bi nas zabremzali, da bi nam onemogočili, da nam ne bi dovolili tega, onega, tretjega. Skratka, se že išče dlaka v jajcu, da bi bilo kaj narobe. Ampak mi gremo in pridemo v parlament in vstopimo v vlado, v desno vlado in naredimo nekaj za tole našo domovino. Rešiti jo moramo. Rešiti moramo domovino, drugače naši otroci in od naših otroci ne bodo govorili ne slovensko, ne bodo imeli ne službe, bodo kvečemu z najvišjo možno izobrazbo bodo lahko vrtnarji, služkinje, kelnerji ali podobno. No, zanimivo, vaša stranka ima volilni kongres maja in tudi največja opozicijska stranka, SDS, ima volilni kongres maja. Se pravi, rekli ste, šli bi v vlado, more biti, kot dolgoletni poslanec bi še, bi rekel, na vaša zrela politična leta z dolgo kilometrino bi še mogoče kakšen minister postali na koncu vaše politične kariere. Ja, konec koncev, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Vendar pa na katerokoli ministersko pozicijo bi šel, bi prečistil to ministerstvo. Ker to, da se dogaja, tudi zakon je treba spremeniti, namreč tisti, ki so se enkrat usedli na določene pozicije, jih ne moreš več spraviti ven iz tistih pozicij, ampak jih je treba poriniti v eno sobico, pustiti jim plačo, pa naj nič ne delajo, mečejo pesek med kolesje nove vlade. To je treba tudi urediti. In to se naredi enostavno, ni tako hudo. Pregleda se finance ministrstva, niti eno ministrstvo v Sloveniji ni pozitivno. Vsi so v minusu, ker so v minusu, se ga da v stečaj. Vsi odpuščeni in potem na novo se jih zaposli tiste, ki so v redu. In pa predvsem najmanj pol manj kot prej. Kajti ne more imeti ministrstvo, pa nas v Sloveniji imajo ministrstva takšno število ljudi kot recimo Švedska. Ali pa ne vem, kjera druga država. Pa kam pridemo? Birokracija se je tako razrasla in po eni strani imamo to birokratsko združbo, ki požira ogromno denarja, nek delavec pa ne more dobiti več kot nekaj 100 evrov plače. Kako pa bo preživel? In to je pa tretja naloga, ki jo treba narediti. Ljudje morajo imeti plače. Ljudje morajo živeti, ne da se borijo za preživetje. Včasih, recimo v bivši Jugoslaviji, smo recimo vrteli tiste mešalce za beton, ampak smo obrnili tudi kakšnega prašička na ražnju. Danes ni več tega nikjer. Ne smeš vrteti mešalca, ker je to delo na črno, tudi če za sebe delaš. Prašička, da boš obrnil. Najprej ti bo sanitarna priletela, potem bo davčna priletela, potem ne vem vsega, kdo priletel in konec koncev, kako boš pa kupil, ker nimaš denarja. Grozljivo in to je treba popraviti. Upokojencem je treba tudi kaj narediti, ne tako Rjavček jim dvigne 3 evre. 3 evre jim je dvignil penzijo in zdaj se hvali, kaj je on se naredil. Sramotno, sramotno. In to je tisto. To je veliko takih segmentov, ki se jih da narediti ne s problematiko, da se jim narediti z željo po pomagati državi in državljanom. Omenjali ste v tem smešnem kontekstu bivšo državo pa mešalec. Zdaj štrene mešajo, če tako rečem, tudi določeni mediji, ki so jih kupili, kakšni določeni ti tajkuni, tranzicijski tajkuni. Zdaj v enem mediju ste bili v enih kar 5 številkah noter, šli so na neke tudi bi rekel, polresnične, diskreditacijske zadeve, ampak v končni fazi vi enega dela svojega življenja, ki se nanaša na sodelovanje z bivšo službo državne varnosti, niste nikoli skrivali, jasno ste povedali, da ste delovali na področju te protiteroristične zadeve in v končni fazi ste zdaj dejansko neka kader, ki bi lahko še komu kaj povedali na to temo. Se pravi, polena se tu mečejo zaradi ponovnega stopa v politiko, tu da bi pa kdo kaj vprašal, kaj pa vi menite, kako naj Slovenija pristopi zdaj k temu porastu terorizma, tudi če Slovenijo so v končni fazi šli 8 teroristov, ki so pol izvajali support dejanja pri teh, ko so v Parizu ubijali ljudi, tukaj pa vas dobe nič ne pokliče. Ja, sej to je dokaz, da vlado ne zanima, kaj se dogaja z državo in da jih to ne zanima. Konec koncev tudi 2 terorista so ujeli na vlaku pri Rogaški Slatini.
Po nesreči so jih ujeli, ne zato, da bi obveščevalna služba rekla, tam pa tam grejo. 2 policista sta slučajno prijela 2 huda zločinca tam. Pa še to se je skrivalo par mesecev pri nas. Ne? Res je, mislim, jaz nimam kaj skrivati, jaz imam čisto vest, pa lahko povem. Tisti, ki skrivajo, da so bili tam noter, verjetno morajo kaj skriti. Ne? Tako da res je, marsikaj bi lahko povedal, marsikaj bi lahko tudi kakšne nasvete dajal. Nažalost je pa pri nas tako, da obveščevalna služba sledi nas, vas, pa mene, pa takšne, ki povemo na glas resnico, kajti to je nevarno. Pravi, migranti pa teli niso nevarni nam, ne? To oni tudi, ker Jelinčič lahko pride v politiko, pa bo spet govoril. Migrant ne bo šel v politiko, saj še 10 let ne, dokler mu ne bomo mi dodelili vseh možnosti in ga poklicali noter, da pride tja. Čeprav že imamo ene ljudi, ki so v parlamentu, pa niso z naših koncev. Tako, čez 10 let, recimo 15, migrantska stranka, se tudi Srbi imajo že svojo stranko, ne? To je realna zadevščina. Rekli ste, da ste stranko očistili, jo še očiščujete. Zdaj, podobna zgodba se je zgodila v opozicijski stranki SDS, je ta Čuš, ta mlad poslanec je tudi, bi rekel, na tak način izstopil iz stranke, da je potem svojo bivšo stranko blatil po medijih. Vi ste imeli podobno zgodbo, ne? Javnost jih je poimenovala Lipeki, ne? Zagorac, Peče, Tavževa, ampak koliko nekako potem življenje pokaže politično, da usoda s temi na svoj način pomete, jih naredi za politične mrtvece in takim ljudem pol več ni comebacka nazaj v politiko. Ja, veste kako je, vsakdo, ki je bil izvoljen na listi določene stranke, mora biti zvest tej stranki. To je osnovni postulat. Ne moreš ti izkoristiti pozicije neke stranke, da prideš noter, pa reče, zdaj pa kaj me briga, grem jaz po svoje. Konec koncev, niti en poslanec v Sloveniji ni prišel zaradi lastnega imena noter. Niti eden. Ker če ne gre sam, pa ne izbere 10% v enem volilnem okraju in ne vstopi. Niti enega takšnega poslanca ni v Sloveniji. Zato se meni zdi tudi bedasto to, da recimo stranka ne more zamenjati poslanca, če dela proti interesom stranke. Kajti to, kar imamo mi napisano v ustavi, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva. Ja, so, vendar znotraj tega ljudstva je en predstavnik zastopa določen segment ljudi, drug predstavnik zastopa drug segment ljudi. Ne moramo zdaj recimo, da bi, kaj zvem, član ene desne stranke zastopal interese člana leve stranke. To ne gre. To je skregano z logiko, ampak v naši ustavi je ogromno nelogičnih stvari, ogromno neumnosti in tudi ena zadev, od prvih zadev, ker jih je treba narediti, je treba ustanoviti pokrajine. Namreč, ampak ne tako, ker so komunisti hoteli 12 pokrajin, pa nekoliko. 5 zgodovinskih. Koroška, Štajerska, Primorska, Kranjska in pa Pomurska. Pomurske takrat ni bilo, tisti del je bil pod madžarskim delom monarhije. Ostale 4 so pa zgodovinske pokrajine, ki so imele takrat status držav in ta status jim ni bil nikoli ukinjen. Niti v prvi kraljevi Jugoslaviji, ki so nas zgoljfali, niti v drugi Jugoslaviji, ko so nas spet zgoljfali, pa so ogromne dele tega ozemlja šenkali Hrvatom. Tukaj moramo narediti. In če enkrat mi je takrat minister Rupel rekel, kakšne neumnosti, kakšne Karlov manifest. In sem mu rekel, a se ti upaš avstrijski vladi reči, da Karlov manifest ne velja. Kajti današnja zvezna Republika Avstrija je zgrajena na tem temelju in tudi mi bi morali graditi. Na ta način bi tudi v svetu dobili eno ceno in eno težo, ne pa da se potem grejo naši pogovarjati v zvezi, zdaj, ki so problemi z slovenskim jezikom. Na Koroškem se grejo pogovarjati državni predstavniki, se grejo pogovarjati z deželno vlado. To ne gre. To je bilo včasih, ko je bila Jugoslavija, kajti Beograd se je pogovarjal z Dunajem, Ljubljana kot dežela, recimo, ne, Republika Slovenija se je pogovarjala z Celovcem. Takrat je šlo, zdaj pa ne gre več. In še ena stvar, ne vem, zakaj taka rabuka. Treba je samo reči, Slovenci smo konstitutivni narod Koroške.
trenutno tudi avstrijske Koroške. In še eno, če ne bi bilo slovenskih partizanov, Republike Avstrije ne bi bilo. V Moskvi so sklenili zavezniki leta 1944, da samo če bodo Avstrijci lahko dokazali protinacistični boj, da takrat bo Avstrija obstala. Edini protinacistični boj je bil slovenski partizani na Koroškem. Nobenega drugega. In to v Dunaju, v Vojnem muzeju, je ena cela soba posvečena temu. A mislite, da je to od naših teh gospodov, predsednikov takih in drugačnih, kaj ve? Noben ne ve. Se niti ne grejo, kaj oni v muzeje ne hodijo. Zdaj Oni ležijo na ograjah. Pa se slika za Instagram in tako dalje. Ja. Zdaj ta migrantska problematika, tudi neka tržna niša postaja, tudi za te bi rekel, odpadnike, čuž bi zdaj rad imel protimigrantsko stranko, tudi Damir Črnčec je zelo aktiv na teh družbenih omrežjih, celo določeni mediji so pisali, da je imel apetite prevzeti vašo stranko s pomočjo Boštjana M. Turka. Kako je bilo s tem, kaj sta ta dva sploh želela z vašo stranko narediti? Ja, to je bilo, mislim, gospod Leljak me enkrat poklical, je rekel, Zmago, stranka bo imela volilni kongres, pa bi bilo fajn, če bi se Črnčec pa Turk vključila v stranko, potem pa, da bi ona dva kandidirala, pa da bi Črnčec pol počasi prevzel stranko, pa da bi bil on predsednik, pa in tako naprej, in tako naprej. Jaz pač nisem bil za to, ne, logično, ne, se ne more človek kar tako stranko predati nekomu, za kogar niti ne veš, na kateri strani je. Ne, konec koncev, mi tudi zdaj preverjamo malo te, ki pridejo noter, včasih smo jih jemali kar z veseljem, ampak ti si bilo narobe. Ne? In tudi na kandidacijsko liste preverimo, kateri ljudje so, kaj so, kako dihajo, in zato tudi jaz rečem, mi imamo že 80% že postavljeno listo kandidatov, tako da tudi če so jutri volitve za nas, to ni noben problem, čeprav jutri jih ne bo. Bojo šele naslednje leto, kajti ta oblast bo poskušala še kakšen kredit vzeti, pa še kakšen denar zapraviti in seveda zapraviti, tako da bo zginil neznano kam, pa zato bojo držali to pozicijo magar z zubmi. Sej, smešno je to, da vam so na nek način očitali to vašo preteklost, ki smo jo prej omenjala, a sam Črnčec, ki je bil še direktor SOVO, je določene udbovske arhive celo pomagal skrivati v korelaciji z Dežmanom. To so seveda smešne, kontradiktorne zadeve, ki jih ti ljudje počno, ampak dajte mi še nekaj povedati, smo že gremo k izteku daje. Ta vaša zgodba, tudi bila v zadnjih časih polna medijev, ta vaša primorska hiša, nekateri poimenujejo celo vila. Ja. Kako je s tem, če se malo premaknem 70 let nazaj, se ni že more biti kakšen režim, kakšni predstavniki režima v njo preselil, pa vi ne veste, so že ključavnice morda zamenjali? Ne, bil pa je poskus, ne, takrat namreč tisti denar, ki sem ga jaz dal ženi, skupaj sva ga nesla na banko, je davkarija rekla, da to ni tisti denar, ampak da je žena na črno zaslužila več kot $500 000 in da je treba vzeti, so 70% davka se moral plačati, 287 000 evrov v mesecu dni. Vkolikor ne bo v mesecu dni plačano, se kompletna posest zapleni in se da na dražbo, verjetno po polovični ceni. So pa že bili pripravljeni kandidati, da bodo to po polovični ceni kupili iz politično-pravnih krogov in seveda potem pa, ker bi pol bil še dolžen, bi se usedli še na hišo v Ljubljani in skratka namen je bil uničiti stranko, mene osebno, mojo družino in vse. Tega jim jaz nikoli ne bom pozabil. Ne bom povedal imen, vem pa imena. In zdaj pa počasi gre naprej, delamo, kolikor je pač denarja, ne? In neumnost je to, ko so meni očitali, kot da sem prišel gol in bos v politiko. Pa jaz sem imel svojo banko, prej sem jo moral zapreti, ko sem vstopil, imel sem zobno ambulanto, je tu šlo, imel sem firmo zbiranja in predelava zdravilnih zelišč, imel sem vilo v Ljubljani že takrat in tako naprej. Ne mi govoriti, zdaj sem pa kar naenkrat bil revež, ki je od leta 2005 bil samo v spodnjih gatah, od takrat naprej je pa kaj naredil. Mislim,
To je pod. Gospod Simič je objavil v zadnji reviji Denar članek o tem, kako je mogoče sploh, da recimo meni negirajo to, da sem ženi dal denar, pa sva poročena, se sprašuje, a sploh pol velja poroka pri nas. Kaj pa ustava? Ustava zgleda nič ne velja. Za ene ja, za ene ne. Če se bosta dva Pedra poročila, ni problem. Vse jim bomo dali, še država jim bo stanovanje kupila in ne vem koga. Če je normalna družina, ki skrbi za otroke, ki plačuje davke, ki ne dela svinjari, ki ne ropa in ne vem koga, to je treba uničiti. In to je tisto, česar se bojim, da se bo to v naši državi nadaljevalo v to smer in da bo eskaliralo še na kaj hudega. Skratka, nekateri, ki vlečejo koreninice iz bivših časov, iz unih, ki so si takrat basali žepe, čeprav ne to, kar si danes bašajo, to je enormne količine, te bi seveda delali pa uničevali tiste, ki bi lahko potencialno ogrozili njihov položaj. Gospod Zmago Jelinčič, hvala lepa, da ste bili gost nocojšnjega Eksploziva. Mislim, da smo gledalcem še kaj, bi rekel, povedala, kakšno dodano vrednost, da so odnesli do današnje oddaje. Ja, hvala lepa vam, da ste me poklicali, z veseljem pridem še kdaj in pa upam res, da bodo gledalke in gledalci videli kaj novega, pa da bodo začeli malo drugače gledati na vse skupaj. Hvala lepa. Spoštovani gledalci, cenjeni gledalke, to je bil še en Eksploziv. Upam, da ste odnesli kakšno izmed besed Zmaga Jelinčiča, ki pravi, da je upanje za Slovenijo samo v novi vladi, ki bo prijaznejša do Slovencev, ki bo Slovence postavljala na prvo mesto, ne pa migrante, ki vidimo, da imajo žepnine 2000 evrov, živijo v razkošnih stanovanjih in gledajo LCD televizorje. Hvala za vašo pozornost in lahko noč.